Dobrodošli nazaj v našo družbo in kot vsak petek začenjamo blok naših gostov, del oddaje z našimi gosti, z dobrim in v moji družbi Lenka Puh, na njenih plečih je vse skupaj zraslo, ona je glavna krivka, ona stalno animira, motivira, podžiga ljudi, da ustvarjajo in so kreativni in tudi da ustvarjajo dobre krožne zgodbe. Kaj ne, Priganja, kot se spodob za vsakega šefa, če se tako malo pohecam. Ja, Jazon d.o.o., oskrbovalec pisarn, ki je v bistvu zdaj že krepko živahen, 31 let. S temi krožnimi zgodbami z dobrim nekako povezuje v Ljubljani in malo širše tiste deležnike, podjetja, posameznike, ki nekako želimo skupaj ustvariti nekaj, kar prispeva k trajnostnim ciljem, ki smo si jih kot država zadali v naši strategiji. Zdaj, ti trajnostni cilji, ki smo jih sprejeli na OZN, se pravi, cel svet skupaj, 17 jih je, se dotikajo čisto vsakega področja našega življenja. Od tistega čist lakote, odpravimo lakoto, ki seveda v današnjih časih ni samo lakota po hrani, ampak je lakota po kakšnih drugih stvareh, po druženjih, po vključitvi v družbo. Tako da mi smo v bistvu v tej enki videli našo odgovornost z zgodbami z dobrim, da prispevamo k čim več delovnih mest za ranljive skupine, za tiste, kateri so drugače izključeni iz trga dela. Seveda ne želimo, ker je to človekovo dostojanstvo, da oni ne bi imeli dela, ki prinaša novo vrednost, se pravi, ki prinaša nek zaslužek in iz tega pa zaslužka njihovo plačo. Seveda, zato smo nekako zelo veliko naredili v doseganju 12. cilja, to je nove oblike produkcije in prodaje. In to je v bistvu glavni cilj, ki ga z dobrim zasleduje, ker namreč v tem cilju pomeni, da delamo nove produkcijske oblike, ta naš Co-Factory, tako kot ste slišali zgodbo o Vantu frizerov, šamponi, dobre juhe, ki nastajajo na tržnici Moste. Se pravi, iščemo neke nove oblike proizvodnje, v katerih bi novi produkti zadovoljili seveda potrošnika, da bi prišel in kupil in seveda s tem v ozadju tudi zgradil delovna mesta. Vse skupaj je pa zelo pomembno, da sledimo 13. cilju, to je, da se pripravimo na podnebne spremembe. Zdaj seveda ta 13. cilj je v bistvu najbolj tak vesoljski, ker podnebne spremembe, se pravi Zemlja sama kot celota, vsi skupaj se moramo poboriti, da bomo nekako ohranili tako okolje, na koncu koncev, da bomo kot ljudje lahko sploh preživeli. Tako, udobno preživeli. Ja, Stvar je pa taka, da v bistvu v tem času se ne zavedamo, da blazno veliko drugih vrst, ker človek je v bistvu realno samo neka vrsta, pa izumira dnevno. Se pravi, da dnevno poskrbimo tudi zaradi našega vpliva, da izginejo določene vrste, rastlinske, živalske. In seveda določene stvari izginejo zato, ker pridajo močnejše vrste na naše ozemlje, glih zaradi teh podnebnih sprememb, pa tudi malo zaradi človekovih navad, ko prenaša neke rostce iz drugih koncev sveta. Tako je, invazivne vrste. Tako, invazivne vrste. No in zato je v bistvu Jazon, ki je oskrbovalec pisarn, s pisarniškim potrošnim materialom večinoma dela med podjetji, oskrbuje s temi čisto preprostim, od pisala do papirja, tonerja, do sanacije arhivov, vse tiste stvari, ki nekako prispevajo v podjetju, da so ljudje lahko v podjetju majčkeno bolj sproščeni, da imajo manj stresno delo, da imajo nek tiks listek pri roki, kjer se lahko v knjigi označijo, da ne iščejo 5-krat. Je vse to povezano z nekim humanizacijo delovnih mest v pisarnah. In ta strošek pisarniškega materiala mi managementu vedno pokažemo, da je smiseln, da se splača vlagati v ljudi, zato da ljudi potem dobiš tisto več, kar lahko daje to kreativnost. Seveda je pa ob tem zelo pomemben, da smo ob tem razvijali tudi druga delovna mesta. Zakaj? Ker naši sodelavci potrebujejo prilagoditve in istočasno nekateri potrebujejo prilagoditve, ki so, da dobijo več raznolikih del. Pa še, če pomislimo, da obstajajo pa sezone, da poleti lahko nekaj delaš, kar pozimi ne in obratno. Zato smo v bistvu mi zelo kvalitetno se povezali z naravovarstveniki in zdaj že uspešno za plačilo odstranjujemo invazivne rastline po Sloveniji.
kar pomeni, da smo kot gospodarstvo, kot družba dojeli, ne, da je treba naravo paziti tudi pred temi invazivkami. In seveda to ni navadna košnja ali pa navadno puljenje, ampak je treba biti res strokoven, zato da se v bistvu te stvari res pravilno odstranijo in ne prenašajo spet na neka druga področja. Ne. Tako da neka nova znanja, ki jih bomo potrebovali za ta zelena delovna mesta, so med nami, jih imamo, nič kaj nam ne manjka, za razliko, da se moramo povezati, da se jih med sabo izmenjamo. Oziroma, da se v ekipo tako sestavimo, da ko pridemo na teren, ko moramo odgovoriti na neko konkretno stvar, da takrat na tisti točki to imamo. Tako da mi smo nekako iz tega pisarniškega sveta, arhivskega sveta, kjer še vedno ustvarjamo največ prihodka in delovnih mest, prišli do te narave. Vmes se nam je zgodila pa kreativa. Zato tudi smo zelo veseli, da je Ministrstvo za kulturo prepoznalo, da ta nova platforma Dobro z dobrim prinaša priložnost, da se kreativci bolj enakovredno vključijo v ta gospodarski svet. Ne? Zato sem prinesla danes s sabo našitke Kiss the Future. Našitki. Prav simpatični. Ja, v bistvu, kaj se da narediti, recimo, to je tekstilni sektor, našitki, ki jih vidimo recimo pri policajih, vojski, ne, in tako naprej, so v bistvu realno lahko tudi neko sporočilo kreativno, ne, da se nekako označimo, ne, kam spadamo, ne samo k nekim uniformiranim ekipam, ampak tudi k nekim ekipam, ki imajo določeno sporočilo, ne. Zato recimo smo mi naredili te trajnostne cilje tudi našitke, ne, tako da si lahko na Gornjem trgu povezovalnici zelo v kratkem pridete jih kupiti in jih sestavite lahko tudi tako rozco, ne. Se pravi, si izberete lahko 3-4 različne, ne, ki v bistvu jih boste lahko potem pritrdili na torbo, na obleko, pač nekam in seveda s tem širili to poslanstvo, da vsak od nas lahko prispeva k doseganju teh ciljev in da to ni odvisno samo od nekih odločevalcev, ne, političnih ali gospodarskih, ampak da smo res mi potrošniki tisti, ki lahko največ člani družbe. Člani družbe, tako. Ne. No in seveda ta označevanje, ne, je pa seveda lahko tudi tako, ne, tako kot smo imeli včasih badge, zelo pogost, ne, pa nalepke. Ja, zdaj so spet bolj popularni radi. Tako, ne, da pač greš na en koncert, ne, tam, ali pa neko svojo zavezo k nečemu, ne. In mi upamo, no, da bo ta moda teh našitkov prišla nazaj, zato ker so pač bolj trajni, pač se ne, kako se reče, razbarvajo, ne, da nam rekla kakšne druge besede. In seveda predstavljajo tudi neko trajnost, ne, iz tega zornega kota, ker jih lahko nosimo res leta pa leta, lahko jih našijamo, lahko jih prešijamo nekam drugam, ne, ko že ti skozi tista mikica t-shirt pač ne zdrži, lahko vse našitek še prestavimo. No, tako da ta Jazon, ne, kot 31 let staro podjetje v Ljubljani, ne, začela sem pri 25 letih, bila vedno nek gverilski, ne, marketingar, ne, tle, takrat, ko so rekli, to se ne sme, smo rekli, zakaj pa se ne sme, kje pa to piše, ne, poskusaš, te ustavijo, ne, pa rečeš, ja, res, a kaj pa če grem jaz po levi strani, mogoče mi pa tam noben ne bo ustavil, je to ta nek zdaj temu rečemo, mogoče startupovski pristop, ne, je nujno potreben, da pride do teh premikov. Tam, kjer je volja, ne, tam je pot. Tam je pot. Ja, tako. Tako da, ja, na Gornjem trgu, ne, boste imeli lepe nove prostore, kjer bo tudi del trgovine, tako. Fizične, Dobro z dobrim, bomo lahko. Tam moram reči, da je zelo pa zanimiv, ker te lokalni vodniki, ki ponujajo brezplačno vodenje po Ljubljani in širše, oziroma to je projekt po celi Sloveniji, se dobijo 2-krat na dan na Gornjem trgu in od tam peljejo svoje skupine okrog. Praktično iz večjih razlogov. Prvi zato, ker je prostor hladen, prijeten, ne, ker te stare ljubljanske hiše se ne segrejo. So hladne, ja. Ja, še moraš v jopco obleči, čeprav je zdaj taka vročina vzuni. In tam seveda se lahko miru počaka, poklepeta in seveda ob tem pogleda krožne zgodbe, ki smo jih v tem času že predstavili tukaj v rubriki.
in tiste, ki bomo čez poletje in kasneje še predstavljali. In seveda ob tem lahko, če lahko rečem in tak izraz, bekate, lahko že podprete neko krožno zgodbo z nakupom, z naročilom, lahko samo z neko pripombo, anketo in seveda s tem nekako date svoj prispevek k temu sodelovalnemu modelu. Tako. In da bo naša družba bolj trajnostna, naravnana. Tako. Pa da se nekako angažiramo, ker vsak, zdaj mogoče spomnila na najno prvo srečanje, letence ne bom znala povedati. Jaz tudi ne. Ja, ampak mi smo ta nakup z namenom, ta dobro z dobrim, začeli eno poletje na festivalu Ana Desetnica, ko je gospod Goro prišel do mene pa rekel, da imam pač toliko domišljije, da ne grem pač prodajati na cesto. Pa sem rekel, jaz sem toliko utrujena, grem na dopust. Ano Desetnico nisem nikoli ujela, ker takrat sem ponavadi na dopustu oziroma sem pač bila toliko že utrujena, da se mi ni dal premakniti. Od takrat naprej redno spremljam. In ta nakup z namenom takrat na Ani Desetnici, prvo leto, ki je prišel predaj služiti, mikice z logotipom od Ane Desetnice, so ljudje bili pripravljeni plačati oziroma bekati, dati tisti denar, ker so vedeli, zakaj to gre. No, takrat je Luka naučil mene in našo ekipo prodajati kot bolj angažirano, s tem pristopom igralskim. Tako je, treba biti zgovoren na ulici. Tako. In v bistvu takrat smo nekako ugotovili, da če bomo na kupca prepričali, z vsem svojim bistvom, s svojo energijo, da bo podjetje obstalo. In de facto takrat pa do zdaj smo v Jazonu d.o.o. in te E3 skupnosti podvojili delovna mesta, kljub krizi, ki je bila vmes še 2008 pa tako naprej, kljub tej covidu zdaj se dobro držimo. Tako da realno ta energija, rečemo kvantna, potrošniška, nakupna, nima veze, realno nam daje tisto varnost, socialno varnost. Mi med sabo si damo socialno varnost, ne podjetja, posamezniki. Mi posamezniki med nami. Lenka, midva bova na hitro skočila v oglase, po oglasih pa še nadaljujeva dobro z dobrim, kaj vse bomo še ustvarili, kaj smo ustvarjali in tudi kaj nas čaka čez poletje. Tako da ostanite z nami in že čez nekaj trenutkov bomo nazaj. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, smo pa pri dobro z dobrim, z menoj je Lenka Puh, velika šefica in motivatorka, ona žene vse naprej, da le ustvarjajo, delajo, družijo, prodajajo, producirajo. Ni da ni, Lenka, da ni. Jaz pa nobenemu pa ne dovolim reči, da mi reče šefica. A ne pustiš? Ne, zato ker jaz izhajam iz taborniških vod, ker smo vsi med sabo bolj enakovredni, tu znamo vloge zamenjati. Prva med enakimi. Ja, tako, ja. In je v bistvu to zanimivo, da mi je to danes ušlo, ta beseda, tako da bojo imeli moji sodelavci veliko heca okoli tega, da zdaj mi pa lahko rečejo šefica, če sem sama rekla, da sem šefica. Ja, v bistvu je tako, da zdaj mi smo prebili let s temi rubrikami dobro z dobrim, da smo se pojavili spet po nekem času iz našega podzemlja na plano. Zato, ker je v bistvu vedno tako, ko razvijaš nekaj novega, nek pristop, realno je toliko težko sproti obveščati, če lahko rečemo temu javnost. Ker je toliko energije vložiš v tisto kreativnost, v kreacijo, zato je zelo razumem, zakaj nekateri umetniki, pesniki, pisatelji so zelo tako odmaknjeni in ne marajo neke pozornosti, ker takrat, ko so v svojem svetu, ne želijo, da jih nekdo skozi neki... Da ti zmo to koncentracijo, ta tok, ki si ga ustvaril zdaj čez nekaj časa, ko si v tem delovnem fazonu. Tako, no in moram reči, da kot podjetnica, dolg časa oziroma še zdaj verjetno ljudje tega ne vidijo enako, ne vidijo, da smo podjetniki realno kreativci. Ne zelo radi rečejo, ne pašete vid pod kreativne poklice, Je pa realno, če ti neko idejo kreiraš, da bo prinesla nek posel, je seveda to preklet kreativno. Moraš imeti res veliko domišljije, veliko moraš videti vnaprej, kaj bo. Ne da se vse planirati po nekih številkah, pa po raziskavah na trgu in tako naprej, ker spremembe, tiste, ki se bodo šele zgodile, na katere moramo odgovarjati, moraš biti malo vizionarski, malo čarovniški.
Tako da v bistvu jaz sem zadnje čase najbolj pomirjena kot podjetnica, ko sebe imenujem družbena inovatorka. In moram reči, da pred leti, zdaj se spet spomnila, katerega leta, ko sem dobila klic, da so me sprejeli kot častno članico med inovatorje slovenske, sem bila počaščena in sem sedela med temle, ki je izumil te skakalne smučke, karbonske Slatnar, med tehničnimi dvema, in vsi so me gledali, da jih bom naučila, kaj to družbena inovacija je in kako lahko z družbeno inovacijo preživiš ekipo. Se pravi, da ta sprememba, ki jo v bistvu potrošniki, družba potrebuje, prinaša nek turnover, prinaša nek krožno, nek posel. Tako da tle zdaj vidim, da v bistvu realno podjetniki moramo, je za nas priložnost, da se transformiramo čim bolj v tak krožni pristop, da čim bolj sproti razmišljamo, kaj naše rešitve, storitve in produkti prinašajo družbi, okolju, naravi. Zakaj? Ker pa bojo naša podjetja tudi trajnostna. Potem bojo tudi, tako lahko jaz povem, zakaj je Jazon d.o.o. preživel več kot 31 let. Ker v bistvu mnogo mojih kolegov, ki so začeli takrat, ko jaz leta 89-90, nimajo več podjetja, so šli v druge poklice. Ali so pa mogoče veliko različnih podjetij ustanavljali pa zapirali. Ta logika trajnosti, ki sem pač jaz že naučila v družini pa pri tabornikih, je pa prinesla to, da smo bili vedno ponosni, da Jazon ni imel nikoli blokiranega računa, da smo pač vedno kot ekipa pregurali še toliko slabe čase. Ta logika, zakaj boš pa v prvi nevarnosti, v prvi prepreki puško vrgel v bupu. Ja, tako. No in eno sodelovanje, povezovanje, ki smo jih mi pa vsem zmogli vedno, da smo šli, so li tiste, kjer smo dobili nekako podporo, energijo nazaj. No in eno je bilo zelo zanimivo pred leti, kako živ si je bilo. Tam so bili tudi 4 možički, ne tako kot to je bilo dosti pred temi trajnostnimi cilji OZN. So bili 4 možički, čist mrtev, malo tako, že kar tako pa čist živ. In mi smo tudi te zvezali si te možičke na svoje uniforme in smo s tistim hodili okrog in smo nekako iz tega gibanja, kako živ si, črpali to, da lahko se sami brcnemo v rit, pa naredimo svoje. No in takrat s tem nekim gibanjem, da vzamemo usodo v svoje roke, smo tako rekoč z lahkoto krizo 2008 pregorali in spoznali, da imamo Slovenci enega velikega narodnega junaka. Kdo? O komu govoriš? Ni bil Martin Krpan. On je švercu brez veze, pa lahko pol kraljestva tam lepo bral, je hotel sam dovoljenje, da šverca tisto svojo municijo, smodnik naprej. Ni to bil ta Peter Klepec, ki je močen bil, pa je ruvil drevesa, ki je do konca življenja z mamo živel. Tudi kralj Matjaž, ki spi tam pod peco z vojsko, namesto da bi branil nas. Kekec. Kekec? Ja. Kekec, zato ker kekec je v kozji rok, druge pošiljo, vedno se je najdu novo pot. Znal je tudi na koncu uspeh to sodelovati, da je dobil naravna zdravila, to, kar smo se mi zavezali zdaj v pametni specializaciji. Bil je inovativen podjetnik. Pa tudi človekoljub in naravoljub. Edino napako je imel. Kjero? Ja, otroke. Ni odrastel. Kar pomeni, da mi odrasli Slovenci nimamo role model. Se pravi, mi moramo kekca. Nimamo vzornika, kot bi lahko bil kekec, odrasli kekec. In ta vzgledi vlečajo, ta stvar je nekaj, kar za doseganje trajnostnih ciljev rabimo. Mi si moramo za vsako stvar nek vzgled bolj ambiciozno postaviti. Ne smemo capljati v zadnji, zato ker če je sosed tako delal, da pa delimo tudi mi tako, čeprav že mogoče vemo, da tisti ni dober. Ta ambicioznost, ki je imel kekec, to moramo malo prepisati, predelati, preurediti, narediti to v neko odrasel lik. Tako, odraslega kekca rabimo, ja. Zdaj pač imamo odraslega Jazona, ki je bil Grk, argonaut,
zlato runo iskal, je prišel čez naše kraje, ne, je sestavil ladjo nazaj. Ne. Ima veliko simbolike, ne, v tem smislu tudi glede trajnostnega turizma in vsega. Tako da na povezovalnici na Gornjem trgu smo vse to nekako že povezali, ne, tako da ni slabo, no, ampak kekec nam bi dal pa še tisto, ne, višnjo na torti, da smo še bolj slovenski, ne, kar pomeni, da ni noben problem biti globalen, pa jeti po celem svetu, prodajati svoje. Pa se kekca poznajo po celem svetu. Ja, ja. A ga ne, meni se zdi, da kekca po celem svetu poznajo. Ja, tako da, ne. Ja, zdaj čez poletje, no, na Gornjem trgu res srčno vabljeni, vrata se bodo odprla, mislim, kadarkoli vidite nekoga noter, no, lahko stopite, poprašate, če karkoli, da želite, pa se konkretno z nekom dobiti, bo tudi tam v zunaj pisali, kdo bo konkretno tam. Tudi pokličete, pišete, če se hočete sicer z mano ali pa s katerimkoli drugih, ki so nosilci teh krožnih zgodb, bomo z veseljem tam se tam srečali. In če bo vse po sreči, bomo probali določeno pa dogajanje razširiti tudi tam po Gornjem trgu, ki je do tistih stopnic Svetega Florjana. Ne? In tudi na Vegafestu bomo vidni v avgustu. Pa seveda to, kar je zelo pomemben, konec avgusta, tako kot smo v prejšnji oddaji po rubriki povedali, na sejmu Agra. Ne, to ne smemo pozabiti, da je dobro po Sloveniji, zdaj, ko so počitnice toliko bolj zabavno, ne, Slovenija je zelo majhna in se lahko veliko različnih ljudi sreča v tem času, na mogoče majčkeno bolj sproščen način, več časa si lahko vzamemo. Da bomo jeseni, ne, če bo vse po sreči, gospodarsko še bolj krožni. In uspešni. Tako. Ne? Sej, za čez poletje sva pa posnela že vnaprej nekaj zanimivih krožnih zgodb. Z dobrim bova predstavila 4 nove zgodbe. Tako. Ena je Katja, to je kmetija Majnika, to so zelišča, čaje. In zeliščni soli, čaj, ne, so zelo uspešni. Tako, ja. Katja je v bistvu športnica, v tujini igrala tudi košarko, tako da ima tudi veliko poslovnega znanja in je šla na kmetijo. Ne? Njena mama je že prej bila zelo strokovna na tem področju, tako da mi smo v Katjo fokusirali vse svoje želje v smeri nabiralništva, v smeri tega, da bomo Slovenci pili več zdravega slovenskega čaja. Na pridelavi pa zelišče res veliko priložnosti in te konkretne produkte, ki jih lahko že vidite v povezovalnici na Gornjem trgu in kupite v trgovini Dobro z dobrim, so res raketa. Zeliščna sol, samo to se rapa zelenjava in bo res poln okus. Ne? Ker če je toliko začimb noter in teh dišavnic, ki jih ona skupaj pa sestav, vsak še toliko slab kuhar, dober kuhar. Potem bomo predstavili Ziva Bowl, to je živa, ki je naredila kvalitetne obroke, zdrave obroke v vrečki. In hitre, ne? In hitre, v 2 minutah. Tudi rok trajanja je dovolj dolg, da si lahko naredimo zalogo v pisarni, da imamo vedno pri roki nekaj. No, jaz moram reči, da sem prav testirala, 2 minuti počakala, zmešala s tistimi 8 žlicami vode in počakala, ker količina je zelo majhna, ampak res 15 minut počakaš in si sit. In sem prav štopala, ne, da je realno komot in zelo zdravo zdržimo tiste do naslednjega obroka. Tako. Potem bo še zgodba Make in Slovenija. Make in Slovenija so te našitki, tekstilni sektor. Ne, mi pač vemo, da kreativce najlažje povežemo tam, kjer lahko naredijo svoj lasten produkt. Ne. In s tem lastnim produktom, ali sam z krojem, ali z dizajnom, ali samo z našitkom, ne, spremenimo v nekaj bolj trajnostnega. Se pravi, da povemo, da se ne bomo več podrejali te hitri modi, da bomo hoteli kvaliteto, da bomo hoteli imeti produkte, ki jih bomo lahko tudi nekomu dali popraviti, ki bomo hoteli vedeti, kdo jih je zašil in da je bil tak, ki jih je zašil, pravično plačan. Potem sva imela pa še vodnike. Lokalni vodniki, ki sem že prej omenila, ja, Mateja Kregar-Gliha. Tako, naša stara znanka in tukaj tudi sovoditeljica je na terenu imela tudi svojo rubriko nekaj časa. S tem, da moram reči, da lokalni vodniki so povezovalnico res vzeli za svojo
in so pripeljali že neke turiste, ki so tam učili ljudi, ki so prišli mimo izdelovati neke naravne vazeline, šminke. Realno tukaj lahko pride tudi nekdo, ki bi se rad druge naučil nekaj, kar on zna. Je prostor primeren za take manjše delavnice, zdaj, ker ni več ukrepov. Tako da v bistvu res druženje, mogoče samo neka pauza, ura, dva v vročini, klepet in seveda, kar je zelo pomembno, degustacijski prostor. Tukaj boste lahko kupili te produkte, jih tam probali, od kombuče do nekih prigrizkov zdravih, zizive bolj in tako naprej, tam konkretno. Ali si jih vzeli, pa jih odnesli s sabo na grad, ki je tam pot naprej, ali pa enostavno samo tukaj se naučili, kako lahko v dobro z dobrim poskrbite, da boste te stvari imeli dostavljene zeleno oskrbo na svoje delovno mesto. Imenitno. Tako da vedno vabljeni na Gornji trg, tudi če pa imajo svojo idejo, poslovno idejo, trajnostno idejo, ali pa da že upravljajo kaj takega in bi radi prisostvovali, tudi lepo vabljeni, da se javijo na Dobro z dobrim Etri skupnost Jazon d.o.o., da se javijo tebi, Lenka, da jih povežeš, upelješ v zgodbo, umrežiš, da jih. Zelo fino je zdaj, ko imamo ta Zoom, ali pa kaj takega, ker realno prej je bilo to kar mailov kup, nimaš časa se srečati z nekom, zdaj pa to realno lahko nekdo napiše mail, jaz mu rečem, ajde, dajva se za 15 minut srečati na Zoomu, da se uživa vidva, da se spoznava in da mu lahko takoj povem, kaj in kako. No, in moram reči, da imam v tem času zelo zanimive mentorirance, ki jih bomo še predstavili pol jesen, dobim plačila v jajčkih, če svetujem nekemu kmetu, ki prodaja mlade nesnice. Tako v bistvu zanimivo je, da ta Dobro z dobrim, ta nakup z namenom funkcionira tako res, brez da bi bilo treba neka stroga pravila postavljati. Je bilo zelo spontano, zelo intuitivno, neke nove valute nastajajo. Nove stare valute. Blagovna izmenjava in izmenjava idej. Lenka, najlepša hvala, da si se zopet oglasila pri nas in tudi za vse, kar delaš. Če bi, kako bi zdaj rekel to, če bi vsi, potem bi bil itak ta svet čudovit. Ampak če bi pa vsaka tretja oseba tako razmišljala in delovala kot ti, bi imeli pa tudi veliko bolj trajnostno naravnano in lepšo družbo in lepši svet. Tako da hvala ti, da delaš to, kar delaš in delaj naprej, Lenka. Delaj naprej. Imam še veliko do penzije. Jaz se vem, tebe nič ne ustavi. Tebe nič ne ustavi, tako da čez poletje sva pripravila nekaj prispevkov, ko pa septembra zopet začnemo z rednim programom, bova pa seveda tudi midva na novo ustvarjala dobre krožne zgodbe in jih predstavljala dobro z dobrim. Lenka Puh, hvala, da si bila zopet v naši družbi. Se vidimo na Gornjem trgu, v vaši povezovalnici Gornji trg 4. Vi pa lepo se imejte, obiščite Dobro z dobrim na Gornjem trgu 4. Mi gremo na hitro v oglase, po oglasih pa že na Zbilje. Stanite z nami, se gledamo.